Gospod predsednik, jutri se na domačiji Joška Jorasa obeta tako imenovani shod za pravično mejo, šlo naj bi za odstranitev cvetličnih korit. Kako ocenjujete to, kar se jutri napoveduje? Mislite, da lahko pride tudi do kakšnega potencialnega incidenta? To ne vem, jaz upam, da se bodo vsi odgovorno obnašali. Najmanj, kar Slovenija v tem trenutku potrebuje, neka nervoza, ki lahko samo poslabša pogajalska izhodišča, ki so dobra. In ker imamo vse razloge za to, da smo optimistični, razne solarce, k temu ne prispevajo, da pa ima civilna družba vedno možnost, da izraža svoje mnenje tudi na bolj specifičen način, tako da je to pač del našega vsakdana. Kako pa boste razumeli, če bodo jutri na tem shodu tudi nekateri slovenski politiki? Napoveduje se, da bo vsaj po doslej znanih podatkih najmočnejša delegacija tam iz sicer Slovenske nacionalne stranke, ampak se ugiba, ali bo tam mogoče poleg Marjana Podobnika tudi Janez Podobnik. Kako boste to razumeli? Torej, Dragonja je bila vedno zbirališče v volilnih letih. Meni je žal, da nekateri, ki bi zdaj tam zborovali tega problema, niso rešili že v 90-ih letih, ko so imeli v rokah vse vzvode in ko je situacija manj zakomplicirana, kot je danes, ker je Slovenija svobodna država, vsak lahko izraža politično prepričanje na način, ki si ga sami izbere volivci, pa potem presodijo, ali je to prepričljivo ali ne. Kako komentirate uhajanje izhodišč v javnost, ki jih zlasti širijo v zavodu 25. junij? Verjetno ta izhodišča škodijo slovenskim pogajalcem. Torej, izhodišča ne škodijo slovenskim pogajalcem, zato smo tudi sprejeli. Tudi nisem zasledil, da bi ta izhodišča šla v javnost. Res so jih nekateri skušali kritično oceniti, vendar očitno na podlagi informacij iz tretje roke izhodišča so pač takšna, kakršna lahko so v tem trenutku. Vsaka odločitev, ki bo s tem zvezi sprejeta, bo šla čez ta visoki zbor oziroma čez slovenski parlament in, kot že rečeno, ni nikakršne potrebe za kakršnokoli nervozo. Razumem pa, da pač nekateri to vprašanje vedno nekoliko bolj potencirajo v volilnem uradne volilne kampanje, se še ni, ampak nekateri tega pač ne upoštevajo. Razumete potem jutrišnji dogodek predvsem kot predvolilno dejanje? Težko bi ocenjeval dogodek naprej. Kot že rečeno, upam, da bo vse potekalo mirno in dostojanstveno in da to zborovanje ne bo poslabšalo slovenskih pogajalskih izhodišč. Kolikor vem, se tega dogodka v sosednji državi veselijo in to bi lahko dalo nekaterim misliti. Kako naj jutri, gospod predsednik, rekli ste, da upate, da bo zadeva minila mirno, ampak če ne bo, kako naj jutri po vaši oceni ravna slovenska policija? Debate o tem, ali lahko gre na levi breg Dragonje ali ne, smo v javnosti že slišali. Kaj naj storijo slovenski policisti jutri, če bo kri na Dragonji zavrela? Še enkrat upam, da se nič takšnega ne bo zgodilo. Pooblastila pristojnih organov so zapisane v ustavi in v zakonih in organi, ki so izdali potrebno soglasje ali pa dovoljenje, so verjetno pripravljeni na to, da se bo stareti zakonito spoštovali. Samo še to, danes je vlada sprejela rebalans proračuna, gospod predsednik, napoveduje se tudi proračunski presežek. Zanima me, če lahko na kratko pojasnite, torej, kako ste ga pridelali in kako pravzaprav sploh komentirate današnji rebalans. Ta pogajanja za dodatno varčevanje znotraj vlade so skoraj tako trde, kot je bilo pogajanje med Evropsko unijo in Japonsko, vendar gre za pomemben korak, tudi za pomemben signal preko samih številk, ki jih bo predstavljal proračunski presežek. Vlada s tem želi dati signal tudi širši javnosti, predvsem pa celotnemu javnemu sektorju, da je zato, da vladali inflacijski pritisk, potrebno varčevati, dodatno varčevati in vlada je s tem, ko se je danes odločila, da bo dodatno postrgala v porabi, kljub temu, da širše okoliščine za to niso najbolj ugodne, odločila, da bo dala pomemben signal ravnanju v prihodnje. Ali v prihodnje oziroma v kratkem, morda po praznikih,
načrtujete kakšen sestanek koalicije oziroma predsednikov vseh parlamentarnih strank, da bi z mrtve točke premaknili še kakšen pomemben zakon, ki je zastal, ki je ostal neuresničen, pa je pomemben iz političnega vidika in morda tudi iz naše popretekle zgodovine. Torej, plenarni sestanek koalicije smo ravno imeli za prejšnji teden. To v najširši obliki z vsemi vabljenimi poslanci. Nekaj dni prej tudi sestanek z predsedniki vseh koalicijskih strank, tako da ta srečanja pač redno potekajo. V tem trenutku ne gre za to, da bi se odločili za kakšne nove projekte, zaključujemo te, ki so v koalicijski pogodbi. In to v času, ki je precej utesnjen glede na obveze, ki jih ima vlada pri vodni. Najlepša hvala. Hvala.